pozdravljeni. Jaz bi najprej povedala, da to, kar bomo tukaj danes predstavljali, nek rezultat mojega poglobljenega, večletnega analitičnega raziskovanja. To je v bistvu dejansko popolnoma nova tema zame, s katero sem se začela ukvarjati v bistvu to poletje. Me je pa v bistvu odpeljala v neke nove prostore in sem se z bolj zanimanjem nekako vključila tega prispevka. Andrej, mi lahko zadnjih 5 minut poveš, malo pomahaš? Kaj se vaš čas? Aha, ok. A znam ti nekaj to? Znam. Kot poveš sam naslov, sloganom vodi to, kar si, aludiram na oglaševanje sodobnega časa. V ospredju mojega prispevka so podobe oglaševanja in tisto, kar ponavadi ostaja očem nevidno. Moje izhodišče je, in ob tem se sklicujem na družbeno kritiko in antropologijo, da gre oglase obravnavati kot družbene procese in ne zgolj kot produkte. Zato govorim o oglaševanju. Pri tem poudarjam, da pri oglaševanju ne gre le za zadovoljitev potreb, temveč želja, in to ne zgolj po izdelkih, temveč po doživetju izkušnje, za zadovoljitev uma in imaginacije. Prispevek začnem z pogledom v zgodovino, v razvoju oglaševanja, tudi kot v bistvu stroke, kot kako se je razvijala sama vednost o oglaševanju in v različne načine njegovega proučevanja. V drugem delu pa se osredotočili na različna branja oglasov ter na mehanizme, ki ostajajo skrite za podobano. Prvi, ta zgodovinski del, bom predstavila tukaj zelo na kratko. V bistvu marsičem se navezujem na Andreja Studna, to boste videli tudi v mojem prispevku, ki bo objavljen. Kar poudarim je, da oglaševanje ni zgolj fenomen, ki je spremljal industrializacijo in razvijajočo potrošniško družbo, temveč je kreiralo različne urbane percepcije, življenjske stile, tesno je bilo povezano z razvojem umetnosti, znanosti, arhitekturo in pa s politikom in načrtovanjem okolja. Oglaševanje je močno zaznamovalo podobe mest 19. stoletja, opisano je bilo samo jedro modernizacije. S trgovskimi izložbami se je oglaševanje najprej dejansko osredotočilo na ta ozek potrošniški prostor, ampak potem je pa vedno bolj rinilo naprej v sam urban prostor, na strehe zgrad, ulice in pa ceste. Pred prelomom stoletja sta bila centra oglaševanja Pariz in London. Po letu 1910 pa so to mesto prevzele Združene države Amerike. Po mnenju številnih analitikov je do močnejše amerikanizacije evropskega oglaševanja prišlo v 50 letih 20. stoletja. Nekateri v bistvu to pravijo predvsem v 70 letih, v bistvu simbolno s prihodom oglasa za Marlboro cigarete, kot pa vidimo, v bistvu tako to je bil takrat je Marlboro cigareta prišla v evropski prostor s sloganom The Taste of Freedom and Adventure. Kot je razvidno iz tega oglasa, oglas ne prodaja več izdelka, temveč doživetje, način življenja, kar napoveduje neko novo dobo. V ospredju pride ta estetika izkušnje. Eden prvih prelomov v zgodovini oglaševanja se je zgodil v 90. letih 19. stoletja, ko je informacijo v oglasih prevzela estetika. Oglas je postal prostor za oblikovanje vizualnih obrazov. Z estetiko pride v ospredje percepcija oglasa. Vsebina sporočila ni več spredaj, vedno bolj pomembno postaja sam način, kako je sporočilo posredovano oziroma napisano. Prva generacija oglaševalcev so bili umetniki, spreminjali so velika mesta v razstavne prostore. Naslednjo generacijo pa je močno zaznamovala psihologija, to je tudi že omenil Andrej. Profesionalizacijo stroke je močno zaznamovala behavioristična paradigma, osrednjo vprašanje je bilo, kaj ljudi motivira za to, da izberejo nek določen izdelek. Zapravo v bistvu vprašanje stimulansa in pa odziva. Psihologija se dejansko z razvojem oglaševanja vedno bolj prepletala, v nadaljevanju pa je predvsem od 70. 80. let. V 80. letih oglaševanja močno zaznamujejo tudi komunikologija, potem pa od 80. let naprej pa vedno bolj v bistvu marketing oziroma koncepti trženja. Z novimi metodološkimi pogledi je vedno več pozornosti na
obravnavan kot pasiven receptor, temveč kot nekdo, ki selektivno izbira in interpretira sporočila. Pomembno zato postane proučevati odzive ljudi, vedno več je dejansko tudi antropologov od 80 let zaposlenih v oglaševanju. V bistvu antropologi naj bi bili tisti, ki naj bi proučevali, kako se odzivajo različne skupine javnosti. Prav tako ni več potrošnik obravnavan v ednini oziroma kot neka homogena masa, temveč postane zanimiva ta heterogenost. Oglasi sodobne dobe ciljajo ravno na to, na specifične javnosti, prilagojeni so spolu, generaciji, etničnosti, nacionalnosti, subkulturi. Sredi 20. stoletja oglaševanje temeljilo na ideji, da ljudje motivira racionalne izbire. Zato so bila v ospredju verbalna sporočila in teksti. Vidni in slušni čuti so bili tisti, ki so bili bolj cenjeni, ki so bili obravnavani kot del racionalnega umskega sveta. Medtem ko so ostali čuti, predvsem vonj, okus, dotik, korenjeni v ozadju. Danes pa so oglaševalci v poplavi dobrin so se usmerili predvsem na občutja, na senzoriko izkušnje. Prišlo je do premika od javnega, vizualnega in racionalnega k privatnem, intimnem, k občutjem, okusom in osebnim odzivom. Uspeh novega modela je na primer kavarna Starbucks, ki ne ponuje prodaja zgolj kave, temveč izkušnjo od njih kot poslovnega vrveža v svet okusov, vonjev, tudi dobrodelnosti. Pri tem ne gre več le za promocijo stila oziroma načina življenja, kot je tu nakazovala reklama Marlborov glas, temveč za izkustvo občutja. Z digitalizacijo oglasi osebno začnejo nagovarjati posameznike. Nova tehnologija namreč omogoča neke nove tržne možnosti. Z digitalizacijo dejansko lahko oglas posebno nagovarja posameznika in v bistvu se na podlagi tega nagovarjanja razvije prav poseben dialog. Kljub temu, da sodobno oglaševanje eksplicitno nagovarja in trži prav emocije, pa to ne pomeni konca ideologije izbire. Hkrati tudi to ne pomeni, da bi oglasi zapustili javni prostor. Če pogledamo čez okno in dejansko vidimo vse posod. Spremljajo nas na poti v službo, na poti na nedeljski sprehod. Dejansko je oglaševanje vedno bolj uzurpira prostor javnega in ga prilagaja, oziroma si ga prilača za svoje interese. Po drugi strani gre za izpostaviti tudi novejše raziskave, ki pa kažejo, da je oglaševanje nekako že izkoristil svet digitalizacije in pa svetovni splet. In da išče neke nove poti, kjer bi se razbohotil. In zdaj neke nove poti išče preko filmske industrije oziroma tako imenovanih reality showov. V nadaljevanju sledijo 3 poglavja v mojem prispevku, kjer poudarim pogled v ozadje. In tu je dejansko v bistvu ta centralni del mojega prispevka. Po eni strani so oglasi, kot je bilo že rečeno, povezani s potrošnjo. In potem se navezuje na sociološke teorije. A po drugi strani, kar prepogosto pozabljamo, so oglasi tesno povezani s produkcijo, z globalno produkcijo in korporativno logiko, z organizacijo družbeno-ekonomskega sistema in tu se navezujem na antropologijo. Potem ob koncu izpostavim družbeno kritiko oglaševanja, tu se pa navežem na študijo primera s kreativno direktorico oglaševalske agencije in iskalke alternativne poti študija Popper Maja Havlina. Navezavi na potrošniški model se sklicujem na analize dinamike sodobne potrošnje, ki ne temelji na zadovoljovanju potreb, kot je na primer tradicionalna, temveč nizu neskončnih želja. Potrošnja deluje na razočaranju, na izkušnji izgubljene iluzije. Gre namreč za željo, ki nikoli ne more biti zadovoljena. Saj nas nov glas zapeljuje v novo iluzijo in v novo izkušnjo doživetja. Po mladem dolarju je pri marketingu v bistvu skrito v obljubi zadovoljitve. Estetika izkušnje potrebuje konstantno spremembo. Obljuba zadovoljitve pa deluje le, dokler ostajajo želje neizpolnjene. Tukaj se številni sociologi sklicujejo na psihoanalitične obravnave želja in užitka.
Ideologija izbire temelji na ideji pravice do izbire in determinira novo dobo. Na problematičnost, na dileme, tegobe in pa probleme, ki jih prinaša, pa na primer opozarja zelo dobro Renata Srečer. Potrošnja ni povezana zgolj z zadovoljevanjem potreb ali želja, temveč z družbenimi odnosi in identitetami. To močno poudarjajo ta vidik sociologi. In to so prav dobro izkoristili tudi oglasi, ki so pozornost od produkta preusmerili na identiteto. Povezali so se slično s koncepti samoizražanja in svobode, kot na primer, ker se ceni, oziroma bodi to, kar si. Za razumevanje oglaševanja bioloških učinkov fenomena gre torej pogledati širše. O poplavi dobrin je danes še močnejša moč pridobila znamka. Znamka ni zgolj izdelek, gre za izdelek z neko dodano vrednostjo, prinaša nek niz asociacij in podob. Povezane s tem, da v bistvu javnosti mi pokažemo našo pripadnost nekemu določenemu načinu življenja. Cilj korporacije je krepiti in graditi čustvene vezi med potrošnikom in znamko. Zato je danes v poslovnem svetu oglaševanje tako zelo pomembno. Tukaj prihajam v drugo poglavje pogleda v ozadje, pogled v korporativno logiko in globalno produkcijo. Kot sem že rekla, oglaševanje ne gre proučevati zgolj v navezavi na potrošništvo, temveč tudi produkcijo. Oglaševanje je sestavni del korporativne logike preoblikovanega globalnega kapitalizma. To lahko vidimo že v bistvu pri ceni. Razrez cene majice pokaže, da je v bistvu 1/4 cene dejansko gre za oglaševanje. Za primer podajam tudi podjetje Nike, je tipičen in eden prvih teh modelov sodobnega preoblikovanega podjetja, ki se nikoli ni ukvarjal, od samega začetka se ukvarja dejansko samo z marketingom in oglaševanjem. Nikoli se ni ukvarjal s proizvodnjo športnih copat oziroma športnih artiklov. V svet je Nike ponesla znamka oziroma slogan Just Do It s podobami afroameriških atletov in pogodbeno vodeno proizvodnjo v azijskih proizvodnih halah. Leta 1996 je izbruhnil protest proti otroškemu modelu športnih copatov Nike podjetja. Nike je odgovoril z družbeno odgovorno kampanjo in ustanovil tudi organizacijo Fair Labor Association. Ob tem bi rada opozorila na dva aspekta. En aspekt družbene odgovornosti, ki ga zelo dobro izkoriščajo danes številna podjetja, ki v bistvu imajo tako to neki svoji predstavni kartici kot etiketi podjetja. Družbena odgovornost je tudi postavka, ki jo morajo podjetja v svojih letnih poročilih izpolniti. Številne akcije danes kažejo nekonsistentnost podjetij, tako na primer naftna podjetja podpirajo ekološke akcije, to se pravi na eni strani deklarativno se zavzemajo za družbeno odgovornost, po drugi strani pa s tem stežno po maksimalizaciji profita in dobička dejansko ravnajo prav nasprotno. Drugi aspekt primera Nike odpira vprašanje komodifikacije življenjskih stilov in identitet. V tem primeru gre za komodifikacijo uporništva. Afroameriški stil, ki upodablja uporništvo, se danes namreč zelo dobro prodaja in to pri mladih na različnih koncih sveta. In pri tem se v bistvu sklicujem na misli kulturnega antropologa Marka Andersona, ki se sprašuje, zakaj tudi na primer v tako imenovanih deželah tretjega sveta mladi se nekako identificirajo s potrošniškimi oglasi teh upodobitev uporništva, ki predstavlja tudi nek kulturni ponos. Ne solidirajo pa na primer z svojimi mamami oziroma sorodniki, ki delajo v švic fabrikah, ki izdelujejo te džins hlače. Naprimer, Mark Anderson se sklicuje predvsem na reperja pa v Daddyja, zakaj v bistvu salutira v afroameriškem stilu in v bistvu poudarja in izpostavlja ta svoj kulturni ponos, dejansko se pa ne zaveda v bistvu
odkje prihajajo hlače, ki jih nosi in v bistvu tukaj ne pokaže neke uporniške logike. Po mojem tekstu boste videli več o tem, da analize, na katere se sklicujem, pokaže na kompleksnost delovanja globalnih korporacij, na kontradikcije sodobne globalne ekonomije, na identifikacijske politike ter na moč oglaševanja v družbi. Kot en primer sodobnega globalnega oglaševanja, najmočnejšega je recimo Coca-Cola. Nekateri kritizirajo, recimo antropologi se dosti ukvarjajo s tem primerom Coca-Cola po različnih koncih sveta, nekateri kritizirajo izkoriščanje prebivalstva, okolja in kulture, drugi pa v Coca-Coli prepoznavajo reprezentativen model globalnega oglaševanja. Pokažejo, kako deluje v bistvu z uporabo lokalnih sidrišč, simbolov in pomenov. Ker tukaj v bistvu ne gre za to, da bi prenesli en glas iz enega kulturnega prostora v drugega, kako je Coca-Cola spretna pri tem, da uporablja lokalno kulturo in tako približa znamko lokalnemu prebivalstvu in zaradi tega pač je tako uspešna. Zdaj, zadnje poglavje je moje pogled v ozadje oglaševanja in družbena kritika. Na to, kako pomembno se je naučiti brati oglase, in namreč zelo naglasno opozarja Maja Kaulina, psihologinja in kreativna direktorica ene prvih oglaševalskih agencij v Sloveniji in kasneje ena največjih kritičar tega področja. Majo sem intervjuvala, ker je edina oziroma najbolj glasna, ena redkih kritičar sodobnega oglaševanja v Sloveniji in ker oglaševanje pozna tako praktično, sama izhaja iz oglaševanja preko svojih lastnih izkušenj, kot tudi teoretično, skozi študij družbene kritike. In tukaj sem pokazala oziroma predstavim par citatov iz najnega intervjuja. Maja je oglaševanje prišla kot študentka psihologije potrošništva, pot pa je nadaljevala v studio marketing, leta 1990 pa je ustanovila oglaševalsko agencijo Avanta. Maja kasneje začela iskati alternativne poti, resneje se je začela ukvarjati z razgaljanjem ideoloških učinkov oglaševanja. Njen prvi projekt izven tega klasičnega oglaševanja je bil v zvezi z romsko problematiko, šlo je za socialni oglas, ki kliče v bistvu v premisleku eksplicitnih in implicitnih stereotipov ter diskriminacije Romov in aludira na reklo, če ne boš priden, te bomo dali cigane. Zaradi oglasa je bila Maja obtožena, češ držali slovensko emocionalno substanco. Ljudje so nadlegovali tudi po telefonu. Strani oglaševalske stroke, pa kot je rekla, ni bilo nobenega odziva. Stroka je dejansko obmoknila, ker ni vedela, kako sploh v takem primeru ravnati. Skupaj s kritikom medijev Oliverjem Vodebom je leta 2006 ustanovila studio Popper, gre za alternativni studio za družbeno komuniciranje v javni sferi. Cilj je bil prebuditi javnost, upozoriti na moč oglaševanja in na mehanizme, ki ostajajo skriti v magičnih sporočilih, kot tudi na druge družbeno problematične teme. Med najmočnejšimi in najljubšimi sta dejansko dve akciji. Ena je akcija, ki so jo skupaj izvedli z Amnesty International in Mirovnim inštitutom na temo izbrisanih in druga je akcija na temo TEŠ 6. Dove se Maja tukaj sklicuje na kozmetično hišo Dove. Dove bo govoril, da demokratizira žensko telo. Kje pa? Je Maja spregovorila o jeziku oglasov. Oglaševanje je spretno, uzurpira kritike, si prisvaja jezik, kritike tudi iz budizma. Spreten je, hiter je. Tukaj sem vzela njen citat, daljše pa lahko preberete na prezentaciji. Oglaševanje poleg družbene odgovornosti, svobode, identitetnih samoizrazov promovira tudi koncept kreativnosti. Maja Kaulina pa opozarja na učinke, ki ostajajo zaradi magičnosti teh terminov nevidne. Tudi še Andrej je omenil v bistvu magičnost v navezavi in oglaševanje. Številni antropologi se dejansko res ukvarjajo s tem, delajo to korelacijo, se sklicuje na koncepte magije
iz afriškega prostora in v bistvu te koncepte uporabljajo za preučevanje moč oglasov v zahodnjaških družbah. Eden izmed pomembnejših akcij studija Popper je bila tudi subverzija oglasa, gre za akcijo Silly Anti-Terminal Coffee Cup Collection, ki so jo pripravili ob razpravi o plinskih terminalih v Tržaškem zalivu. Šlo pa je, da se že spet vrnem, kar sem že omenila, na to nekonsistentnost ili Kofera, ki je po eni strani v svoji deklaraciji močno zagovarjala svojo naravovarstveno držo, po drugi strani pa je bila vpletena v vodenje ekološko spornega projekta. Kot je rekla Maja, so odgovorili v bistvu s subverzijo, z jezikom, ki je bil atraktiven, hkrati pa dal ljudem misliti. Ni pa šlo le za novo kreacije oziroma za subverzijo jezika, temveč za globljo refleksijo. Dejavnosti, ki so spremljale akcije, so bili njen sestavni del, to so bila številna predavanja, spletne strani, odpiranje prostora, potencialne participacije ljudi, razvijanje družbene kritike medijev in pa oglaševanja. Zdaj prehajamo proti koncu. S prispevkom sem želela prikazati, to kompleksnost oglaševanja kot družbenega fenomena. Oglaševanje je pomembno brati v kontekstu ideoloških mehanizmov, družbeno-politične organizacije, komodifikacije družbe, potrošniških praks in različnih oblik produkcije. Pri slednjem opozarjam tudi na poklic oglaševalca, kreativca, ki je v sodobnem času postal sinonim za samozaposlenega, a svobodnega prekerca, kot tudi na produkcijo izdelkov oziroma blagovnih znamk. Na področju potrošnje in potrošniških praks gre oglaševanje obravnavati v povezavi s pomenom blagovne znamke v družbi, za vpogledom v ideologijo izbire, estetiko izkušnje in obljubo zadovolitve. Na področju produkcije pa gre pozornost nameniti pomenu oglaševanja v globalno organiziranem kapitalizmu in marketinškem diskurzu, ki je postal sestavni del sodobnih družbenih političnih struktur. Korporativna logika, sestavni del oglaševanja, sega širše od oglasnih sporočil, potrošnje in reprodukcije. Uzurpirana je številna področja naših življenj, skrita in implicitno ukoreninjena v številnih družbenih praksah, procesih in pričakovanjih, v samem našem načinu razumevanja situacij človeškega bivanja in delovanja. Hvala lepa.